No, kaj je zdaj svedopisanska družba? Svedopisanska družba, seveda, kot je Peter povedal, ima namen, je poklicana, recimo, da se ukvarja s svetim pismom, z Božjo besedo. Se pravi, zapisano Božjo besedo. Se pravi, gre prav za to drugo obliko Božje besede, o kateri tukaj govorimo. O tej konkretni zapisani, ki je sama po sebi seveda črnilo na papirju, za katero pa seveda vemo, da jo Bog mogočno uporablja in še posebej seveda jo cerkev potrebuje za svoje delo. Se pravi, svedopisanska družba je tukaj predstavlja en majhen segment službe cerkve, celotne službe cerkve. Jaz, ko razmišljam o svedopisanski družbi, jaz zmeri vidim, da je treba locirati svedopisansko družbo ne izven cerkve kot nekega partnerja, ampak znotraj cerkve, in zdaj govorim se o cerkvi kot celoti, celota Božjega ljudstva, celota kristijanov. Se pravi, en majhen segment tega dela je pač upravlja svedopisanska družba. Tudi zanimivo se, če malo nazaj pogled, zanimivo, kako je do tega prišlo. Zdaj, če obstaja nekaj tazga, če mu rečemo zapisana Božja beseda, potem imamo takoj tukaj vsaj dve stvari, za katere je treba zelo konkretno skrbeti. Prva stvar seveda mora biti, ta stvar mora biti na voljo. Ljudje, kristijani, morajo nekako dobiti Božjo besedo ali natisneno, ali audio, ali kakorkoli. Treba se pravi, je problem čisto razpoložljivosti. In še predtem je pa problem tudi seveda prevoda. Ker originalno vemo, navdihnjeni teksti svetega pisma so hebrejščina, grščina in večkrat aramejščine. In s tem se večina od nas ne more pomagati. In zanimivo je to, da so kristijani za začetka to prevajali. A ste se kdaj vprašali, kako to, da je prva cerkev bila tako grozno malomarna, da Jezusovih besed v aramejščini sploh ni ohrana razen talite, kumi, pa amen, pa raka, pa še par teh besed je. Ostalo jim je bilo čisto v redu, da je stvar v grščini, ker je bil pač jezik splošne komunikacije tistega časa, se pravi, tako kot je danes angleščina, recimo. Se pravi, tukaj se je ta princip učlovečanja, utelesanja se je tudi tukaj vidi po mojem. Samo dejstvo, da je Božja beseda prevedljiva, po mojem izhaja iz te vere, da je beseda postala meso. Ker če je beseda postala meso, vemo, da je namenjena vsem, da je čist za vsakogar, torej vemo, da se z Božjo milostjo to ne da nekako skomunicirati tudi. In iz te vere kristijani prevajamo sveto pismo že od začetka. Vemo, da so prvi prevodi nastali že zelo zgodaj. Mislim, dobro, že sami evangeliji so v bistvu prevodili. Ampak potem tudi imamo, že pred tem je grški prevod Stare zaveze, pa potem hmalo so bili sirski, latinski, koptski in tako naprej. To v prvih stoletjih so že nastajali, vsaj delni prevodi, potem je šlo to naprej. Se pravi, tle je potreba po prevajanju zapisane Božje besede. Mora se prevajati, se pravi, nekdo mora skrbeti za to. In potem mora biti na voljo. V zgodovini, spet, kdo je to delal? Ne vem, v srednjem veku ali pa še prej. Cerkev ni najela enega zunanjega partnerja, da bo prevedel Biblijo ali pa da bo prepisoval rokopise. Ne, to so delali posvečeni ljudje. Večinoma so bili to, v srednjem veku so bili to monihi, recimo. To so bili, ali pa razni, recimo, hieronimi in tako naprej. To so bili, kaj bi rekel, bolj posvečeni ljudje v cerkvi. Tisti, ki so dejansko, mislim, gotovo bili v središču življenja cerkve. No, in tako se je potem zgodilo, da je, recimo, sploh v 19. stoletju v Angliji nastala prva današnja svetopisanska družba. Mi v Sloveniji sicer zmeri povemo, da je to, kar je Trubar delal, je dejansko povsem, kar je vključevalo to ta zavod v Urahu, je dejansko že bil svetopisanska družba, ker je dejansko združeval vse. Ampak tista stvar je nažalost delovala 3 leta in potem se je končala. Medtem ko v Angliji leta 1804 se je zgodilo to, so različne cerkve, reformirane protestantske cerkve so stopile skupaj in so rekli tako, nima smisla, da se vsaka denominacija s tem posebej ukvarja, ne, to moramo delati skupaj. In takrat je bilo to velik korak za cerkve, ker so bile zelo velike razlike in razhajanje med protestantskimi cerkvami. No in so rekli, ne, svetopismo moramo pa skupaj delati, kako je nastala svetopisanska družba. In na ta način je svetopisanska družba se vidi, kot da je tak majhen predokus ali pa saj znamenje tega, kar bi itak moralo biti
pač te ene cerkve, ker cerkva je ena v vsakem primeru. Tudi, če so različne denominacije, Kristusov telo je eno, ni bilo nikoli in ne more biti razdeljeno. In svetopisanska družba, ki služi celotno Kristusovemu telesu, je nekaj znak te enosti. Se pravi, to opravljamo, to delo opravljamo ven iz tega. Potem je pa seveda tukaj zdaj še naslednja pomembna stvar, ki jo moramo videti. In je pa to, da je Božja beseda, kot rečeno, mora biti posredovana. In sploh v današnji družbi, taki, kot je tlele v Sloveniji, pa sploh recimo v Evropi, prvi problem ni, da ljudje ne bi imeli svojega pisma, pa da ga ne bi mogli kupiti. Večina ljudi si to lahko prvoši nedostopno. Tudi na voljo so prevodi, večji jezik ima po več prevodov. Se pravi, tudi s prevodom ni problem. Težava je pa zdaj v tem, da ljudje ne berejo svojega pisma. In da ljudje enostavno stik s to zapisano Božjo besedo se zgublja in to zaradi različnih vzrokov. Mislim, vsi mi bi bili naivni, če bi gledali to samo zato, ker so ljudi grešni. Je, ampak so tudi drugi elementi tukaj zraven. Tukaj so kulturne barijere, tukaj so politične stvari in tako naprej. In delno tudi gre tukaj za evropsko zgodovino zadnjih stoletij. No, ampak glavna svetopisanska družba, prav tudi angleška, je tukaj prav pionirska v zadnjih desetletjih. O tem, da vidi, da je del poslanstva svetopisanske družbe tudi prav to, da se svetopismo približa ljudem in da se pomaga ljudem in v cerkvi bolj brati svetopismo in da se pomaga v širši javnosti zagovarjati, apologetsko zagovarjati svetopismo. Zakaj je svetopismo pomembno za vsakogar in te stvari. In to je zdaj še en od stebrov našega dela. Se pravi, in prav v tem smislu je važno, da razumemo, da svetopisanska družba ni založba. To je en problem, ki ga imamo v Sloveniji, ker dosti kristjanov misli, da je to uvna založba, kot tiska Biblije. Ne, jaz mislim, da je to kompletno napačno razumljanje. Mi smo, če smo res del cerkve, če to drži, ker smo zdaj povedali, potem smo v osnovi tudi mi misionarska organizacija, ki imamo svoj zelo specifičen misijon. Cerkev ima celotni misijon, svetopisanska družba pa zelo en določen segment poslanstva cerkve in to je delo z zapisano Božjo besedo. Se pravi, smo misionarska organizacija, ki tudi živi na ta način. Ja, mi tiskamo Biblije, od tega lahko živimo ali pa ne moramo živeti dejansko. Če pogledate tudi, kako je britanska biblična družba začela funkcionirati in kako še zdaj funkcionira, večinoma živi od prispevkov, od podpore cerkve. Prodaja je tukaj en manjši del. In ravno zato, ker tukaj gre za misijon, tukaj gre za en od vidikov cerkve, kako cerkev funkcionira in kako deluje v svetu. Se pravi, mi smo tukaj, da pomagamo ljudem in da spodbujamo vse ljudi k svetem pismu, k branju svetega pisma, k smiselnemu branju svetega pisma, k stiku, k živemu stiku z Božjo besedo. Prav ne gre samo za to, da ne. Potrebno je reči, živ stik je potreben. Zdaj, tle za konc se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi predstavil eno konkretno pobudo, ki jo verjetno že malo poznate, in je samo primer tega, ker se nam zdi, da se da dela dejansko. Mi želimo, da vse cerkve vejo, da smo mi v bistvu vaš servis. Mi smo vaš svetopisanski servis in kar se tiče knjig, in kar se tiče pobud v zvezi s svetim pismom. Se pravi, na nas je najprej, da poslušamo vas, cerkve, da nam vi poveste, mi mislimo, da bi se tole dal narediti, dajmo to skupaj narediti. Super, dajmo. Seveda, pri tem pa včasih tudi mi kakšno idejo damo, kakšne so dobre, kakšne niso, kakšne uspejo, kakšne ne. In tle želim predstaviti eno pobudo, ki smo sami v dialogu z nekaterimi ljudmi zdaj začeli in imenuje se Berem besedo. Ne vem, kako kot vas poznate. Zdaj, smisel tega je dvojen. Prva stvar je to, da se enostavno ljudem da zelo enostavno volje, kako začeti brati svet pisem. Pri nas v Sloveniji dosti ljudi reče, pa ne vem, kako ste začeli brati. Ne vem, to je težka knjiga. Potem mogoče ne začne brati, začne tam v Stari zavezi in potem zihar nekje v Exodusu je konc. Ne priješ skozi one sezname, ni šansa.
In res, to verjetno ni najboljši začetek branja Svetega pisma, ker če tam začneš, dejansko se ostaviš nekje in je konc. In tle smo rekli, dajmo ljudem pa prav, da je nekaj zelo enostavnega. Ne? In dajmo to narediti ne samo kot neko orodje, ampak kot nek izziv. Se pravi, bi želeli, da ni to samo nekaj, ok, tole ti dan. Ne. Tole želimo, da se to da kot izziv, da rečeš ljudem, ki jih poznaš. Lej, odloč se, da boš naslednjih 30 dni si vzel malo časa in boš vsak dan en odlomk prebral. Lej, tle jih imaš napisane in vsak dan si lepo odkljukaš lahko odlomk po odlomku. In na ta način boš dobil osnovno vstop v Sveto pismo. Tle je 30 odlomkov, ki je vzetih iz širšega seznama 100 odlomkov, ki ga zelo veliko uporabljajo v Ameriki, v Angliji, tudi v Avstraliji, tudi v Novi Zelandiji, E100 se imenuje, E100. Ampak mi smo rekli, 100 je preveč za tle. Izziv za nekoga, ki ne vene Svetega pisma, je reči, da boš ti zdaj 100 dni bral, je preveč. Je pa to seveda naslednji korak potem. Nekdo, ki se odloči in ki prebere teh 30, je zelo naraven korak, da mu daš naslednji izziv, naslednji korak, ki ga lahko. In ta seznam 100 je potem na naši spletni strani. Svetopismo.si je naša osnovna spletna stran, pa potem zivo.svetopismo.si je tale naš prevod, ki ga delamo, pa potem berem.svetopismo.si je pa tole. V glavnem, tam dobite več teh gradiv. Ampak gre pa za to, da s temi 30 odlomki človek dobi osnoven pregled čez Novo zavezo. Kaj, v bistvu niti ne Novo zavezo, Evangelij, pa apostolska, da se pravi Jezus, in potem takoj, kako je to potem v prvi cerkvi šlo naprej. To čisto osnovno krščansko sporočilo je tle predstavljeno in potem, seveda, potem je 100 in potem pa je verjetno smiselno, da nekomu reče, najprej zdaj brati po vrsti, ne? Pa še to verjetno najprej Novo zavezo po vrsti, pa potem Staro zavezo po vrsti. In bomo zdaj k temu seznamu, kot sem rekel, več orodij je že, ali pa še bo nastavljeno. Ena je prav knjiga, kjer bo teh vseh 100 odlomkov, skoraj teh 30, bo obdelanih tako kot, kaj bi rekel, kratka razmišljanja, taka molitvena, kjer je tudi dejansko ena misel, kako to aplicirati v življenje, pa par kratkih molitev, to za vseh 100 odlomkov. To bo Essential Bible Guide, se to imenuje v angleščini, to prevajam zdaj, tako da bo to na voljo kot orodje. In seveda to je potem primerno tudi za kakšne take stvari, kot so svetopisanske skupine, ki jih lahko doma naredite, ali pa kaj tazga. Prav gre za zelo enostavno orodje, kako ljudi pripeljati k Božji besedi. Se pravi, eno je izziv za druge ljudi, seveda tiste, ki ne berejo Svetega pisma. Zdaj, za vas tleli, ki pa berete Svetega pisma, je pa izziv drug. Temu pa rečemo sejalci besede, kar pomeni, želimo spodbuditi kristjane, da postanete, kaj bi rekel, sejalci besede, prav v tem smislu, da vi spodbujate ljudi, ki jih poznate, prijatelje, družinske člane, sodelavce, in rečeš, tlele ti dan en preprost izziv. Svet pisem je težko brati, ampak tlele, zdaj to je splošna kampanja, to dela dejansko teh, smo zdaj razdelili že okrog 30,000 v Sloveniji, sproti tega je šlo že kar nekaj ven in saj nekaj tega vem, da je šlo ven smiselno na ta način, da ljudje vejo, kaj je to in ne vejo, kaj delati s tem. Ker tlele ti dan, tukaj imaš par misli, kako brati svet pisem, ker sve niče se in kako se lotimo tukaj. Treba je moliti, treba je razmišljati, in tako naprej, treba razmišljati, kako to uporabiš. Tlele se podpiš od spod, naredi odločitev, da boš bral naslednjih 30 dni. In dobra stvar je tudi to, ker to je knjižno znamenje, ker tudi ljudje, nekateri bodo to vzeli, pa bodo dali nekam, da je pozneje, bomo pa mogoče začeli kaj brati potem. V glavnem, postanete sejalci besede, to vas podbuja, ne sem treba nesel malo več tega, tako da vsak lahko vzame 20 komadov ali pa več, da date ljudem, ki jih poznate. Ko je prilika, že šlej, se pisem, je težko vrta, lahko pa začneš takole, to je metoda, ki deluje, ki je sprobana in se da o tem potem pogovarjati. Tako da tole, mislim, da je to za enkrat, zdaj bi se priporočil v vašo molitev.